Sodobne tehnologije, družabna omrežja, aplikacije in mobilni telefoni z zmogljivimi fotoaparati nas skoraj silijo v objavljanje fotografij vsake podrobnosti življenja. In kdaj lahko to postane problem? Veliko otrok in mladih prek interneta, mobilnih telefonov in aplikacij pošilja svoje razgaljene fotografije. Pojav imenujemo sexting. Kako z otrokom začeti pogovor o sextingu? Najboljši pristop je informativno naravnan in brez obsojanja. Odprtost dialoga pušča otroku prostor za pogovor, namesto da bi te stvari moral skrivati. Prav tako je pomembno, da otrok ve, da vam lahko zaupa ter da mu boste priskočili na pomoč, če mu bodo stvari ušle izpod nadzora. Otroke je namreč treba opozoriti, da ko se fotografije razširijo prek spleta, ni več poti nazaj in ostanejo tam za vedno. Četudi so jih uspeli na določeni spletni strani ali na mobilnem telefonu izbrisati, se lahko vedno znova pojavijo. In že s tem, da nekomu pošljajo eno samo fotografijo, na kateri so oblečeni pomanjkljivo, tvegajo izsiljevanje, tvegajo zahteve, da jih pošljajo še več in še bolj razgaljene ali celo nakažejo denar, kar je pokazalo že veliko primerov tudi v Sloveniji. Prav tako pazljivo z uporabo spletne kamere. Spletna kamera je zabaven pripomoček, ki lahko popestri klepet s prijatelji, ki jih poznamo. Z otrokom se dogovorite, da bo nemudoma ugasnil spletno kamero in zapustil klepet, če ga bo kdo silil k dejanjem, ki se mu ne zdijo prav, so mu neprijetna, mogoče zgolj smešna, ali če mu bo postavljal vprašanja, na katera ne želi odgovoriti. Tudi sami ne razkrivajte podatkov in ne objavljate slik svojih otrok na spletu, saj jih s tem lahko izpostavite nepredvidljivim posledicam. Prav tako jim ne ustvarjate profilov na družabnih omrežjih. Pustite jim, da se za to odločijo sami, ko bodo dovolj stari.